jaz sem kar pripravljen, lahko začnemo. Ravnam se po 3 urah, imam 2 ekrana, ki različno kažeta in še telefon, ki je ravno kar pokazal 17. Torej, spoštovani, lahko kar začnemo. Pozdravljeni v imenu Mladinske knjige. V mojem imenu sem Milivoj Stankovič, urednik in soavtor geografskih učbenikov in mnogih drugih geografskih zadev, tudi Atlasa sveta, ki ga vsi dobro poznate. Z nami so danes še soavtorica mnogih geografskih gradiv in pa tudi gradiv za družboslovje, Eneja Baloh. Eneja, živjo. In pa Simona Požar, odzadaj za kamero se malo skriva, naša kolegica, ki vam bo mogoče pomagala kaj pri kakšnih promocijskih ali pa drugačnih vprašanjih, sledila tudi našim pogovorom in me opozorila, če bo mogoče kaj pozabil. No, večji del današnjega predavanja ali te predstavitve bo vodila Eneja. Jaz bi pa samo v uvodnih besedah povedal, zakaj smo šli za tiste, ki še tega ne veste, v drugo izdajo naših učbenikov. Zato, ker so bili prvi stari že skoraj 10 let ali nekateri celo več kot 10 let. In medtem smo vsi dozoreli, tudi jaz in Eneja sva napisala kar nekaj, sva sodelovala pri pisanju drugih učbenikov za srednje šole, tudi za strokovne in poklicne in tako naprej, in pa pri svojem delu sodelovala s kopico naših strokovnjakov z oddelka za geografijo, doktor Natek, oba doktorja Ugrina, doktor Stepišnik in tako naprej, da skrajšam zgodbo, in vsi ti ljudje so nam dali nova znanja, nova vedenja, doktor Repe, ki smo jih pravzaprav bili dolžni počasi vpeljati tudi v naše osnovnošolske učbenike, ne samo v srednješolske. In pač didaktika, pedagogika šla tudi naprej, o teh stvareh bo Eneja več povedala, in vse to smo počasi zapakirali v nov paket, ki se mu reče druga izdaja, ki vsebuje tudi nekatere stvari, ki so na nek način usklajene z našim atlasom, toliko da recimo opozorim na to, ker me je ena kolegica vprašala, od kdaj imamo 5 oceanov, imamo jih že baje kar 20-30 let, pa jih nismo vpeljali v našo geografijo, osnovnošolsko geografijo. Imamo tudi vedno zelene rastline, ne zimzelene rastline, imamo tudi sušovzdržne rastline in pa nesušoljubne. Skratka, zadevic se je nabralo toliko in ena zelo pomembna, po najnovejši klasifikaciji imamo tudi podgorsko podnebje, tudi v našem atlasu je že vsaj 2 leti ali pa v zadnji izdaji vsebovano, klasifikacijo sta naredila oba doktorja Ugrina. In ker je teh zadev toliko, je bil čas, da v te naše nove izdaje pač vse to vpeljemo. To je sicer zelo dobrodošlo, ampak v bistvu vseh teh novih izdaj je dodaten korak, to je pa didaktika, didaktični pristopi, samoevalvacija, preverjanje predznanja, preverjanje znanja in tako naprej. Za vsem tem pa stoji kolegica Eneja, ki bo zdaj prevzela besedo in vas vodila po naših učbenikih in naših rubrikah in korakih do bistrega konca. Eneja, izvoli. Najlepša hvala za besedo, lep pozdrav vsem prisotnim. Namen današnjega srečanja je, da pogledamo, kako lahko učna gradiva prispevajo k motivaciji za učenje in kako smo v gradivih, ki jih je Milivoj predstavil, torej kako smo jih osveževali vsebinsko, osvežili tudi didaktično, predvsem z mislijo na razvoj kompetenc. Tukaj so navedene tiste, ki smo jih snovali vertikalno in ki jih je smiselno in moč dosegati skozi pouk geografije. Seveda ne samo skozi tega, ampak celostno tudi v sodelovanju z drugimi predmetnimi področji.
Sam učni načrt se sicer prenavlja, v kratkem pričakujemo prevetritev in osvežitev ciljne naravnanosti standardov znanja, seveda pa pričakujemo tudi, da bo učni načrt opredeljeval skupne cilje, kjer so pomembni predvsem tisti, ki se bodo nanašali na didaktiko in pa na kompetenčnost. In prav to je poleg vsebinske prenove tisto, kar smo želeli z drugo izdajo v naših gradivih nadgraditi, oplemenititi. Ker smo se osredotočili oziroma se bomo danes osredotočili na samo motivacijo za učenje, vas za začetek vabim na Menti. In sicer smo predvideli, torej lahko se prijavite preko QR kode ali vtipkate na menti.com in vnesete kodo, ki je zapisana. Opredelili smo nekaj iztočnic, ki prispevajo k motivaciji za učenje. Tukaj na zaslonu so zapisani, vas pa lepo prosim, če nam zaupate, v kolikšni meri so posamezne opredelitve po vašem pomembne in prispevajo k motivaciji za učenje. Bom samo pokukala, če imamo že, v redu, torej nekaj odgovorov se že nabira. Bomo še malček počakali, da bo odgovorov vsaj polovica prisotnih na današnjem webinarju in bomo potem pogledali, kakšno je vaše razmišljanje in se okrog njega nato v nadaljevanju vrteli skozi predstavitev učbeniških oziroma samostojnih delovnih zvezkov, ki smo jih prenovili. Zaenkrat je podanih 13 odgovorov, tako da tiste, ki ste še v fazi oddaje, bomo sproti spremljali. Torej, zaenkrat se kaže najvišje rangiran, personaliziran pristop učitelja. Takoj za njim je osmišljenost in aktualizacija vsebin, sledi ocena, potem pa smo pri uporabi digitalnih tehnologij, uporabi učil, ozaveščenost, predznanja, nadgradnja znanja, poznavanja kriterijev uspešnosti, torej še vedno je tista, ki ima največ oziroma sta zdaj že izenačeni, torej osmišljenost, aktualizacija vsebin in pa personaliziran pristop učitelja. Oboje je v bistvu to, kar ste tudi sami zaznali, pomembno vključeno v samostojne delovne zvezke, tako možnost personalizacije, tako najprej seveda za učenca, ker so učila seveda v prvi vrsti namenjene učencu, kot tudi možnost personalizacije izvedbe pouka glede na didaktični stil učitelja, kot tudi to, kar je gospod Milivoj že na začetku povedal, torej osmišljenost in aktualizacija vsebin, torej vsebine so posodobljene, usklajene s trenutnimi strokovnimi opredelitvami. Sedaj pa bomo pogledali za vsako področje, kako ga vidimo in kako smo ga integrirali v samostojne delovne zvezke. Preden pa to pogledamo, imam tukaj pripravljen zapis, kako pa umetna inteligenca zapisuje oziroma opredeljuje, kaj je notranja motivacija. In sicer pravi, da je to takrat, ko se učenec uči iz notranje želje, radovednosti, ko ga nekaj zanima in zato ni zunanje nagrade in pritiska. Torej, te ocene, ki smo jo postavili precej visoko, načeloma ni.
Torej, naša naloga je predvsem spodbujati notranjo motivacijo pri učencu brez opredelitve nagrad, kar vemo, da v nekem kontekstu družbenem je to skorajda utopično, pa vendarle. Tukaj so zapisani motivacijski pristopi, ki z uporabo tudi tehnologije in učil lahko privede do ocene ne kot nagrade, ker je ne smatramo kot nagrado, ampak kot rezultat za neko vloženo delo. In to je v bistvu en tak proces, ki ga peljemo skozi naša gradiva. Če začnem z prvim področjem, torej ta, ki ste ga tudi sami opredelili kot zelo pomembnega, personaliziran pristop učitelja. Tukaj je prikazana uvodna stran samostojnega delovnega zvezka za 8. razred, kjer v bistvu predstavimo raznolikost samega učila, ki omogoča učenje na zelo različne načine. Tako skozi besedilo, kot skozi slikovno gradivo, skozi kartografsko gradivo, učenje z izzivi, z rubrikami za radovedne, z dejavnostmi, ki spodbujajo razvoj različnih področij kompetentnosti. Torej, tukaj ponujamo izbirnost tako učencu, kot tudi seveda učitelju. Potem drugo področje, ki je za motivacijo otrok zelo pomembno, je ozaveščenost pred znanjem, nadgradnja znanja. Torej, če mi izhajamo iz nekih dejstev, ki otroci že poznajo in jih pri otrocih ozavestimo, torej jih spomnimo na ta dejstva, bojo potem lažje razumeli, zakaj je potrebno določena znanja še usvojiti, koliko časa bodo za to potrebovali in na kakšen način bodo seveda potem lahko tudi svoj rezultat izkazali. Mi smo si to ozaveščenost predznanja in nadgradnje znanja zamislili v obliki rubrike Moj nahrbtnik znanja, ki smo ga nastavili na 2 nivojih. Prvi je vertikalni, to pomeni, da otroci nosijo znanje s seboj iz razreda v razred. Drugi je pa horizontalni, to pomeni, da nosijo znanja iz enote v enoto oziroma se znanje ob obravnavi vsebin posameznega razreda ohranja in nadgrajuje na drugih geografskih primerih. Ta vertikalni del smo postavili na platnico, to pomeni, da so na platnici zapisana tista geografska dejstva, ki jih otrok potrebuje stalno skozi celotno šolsko leto in so tista, lahko rečemo, za geografsko področje ključna, temeljna, najpomembnejša. Potem pa na začetku vsakega poglavja pobrskamo še malo bolj globoko v ta nahrbtnik in poiščemo tiste podrobnosti, ki smo jih morda spoznali pri pouku geografije ali pa tudi pri drugih predmetih. Tukaj predvsem vlečemo iz nahrbtnika tudi znanja, ki so jih otroci, učenci pridobili pri predmetih, kot so recimo naravoslovje, biologija kasneje, zgodovina, tako da zagotavljamo tukaj eno osvežitev znanja tudi iz medpredmetnosti, ne samo iz področja geografije. Potem pa vsako poglavje še podrobnejše naslovimo z rubriko Spodbuda, kjer res konkretiziramo ali pa nastavimo izhodiščno, torej motivacijo, ki je tudi zapisana na način, da predvideva priklic nekega predznanja. Tukaj prikazujem nahrbtnik znanja, ki ga imamo na platnici 8., torej samostojnega delovnega zvezka za 8. razred, kjer lahko vidite, da so oblike zemljinega površja, torej nekaj, kar nas spremlja stalno, pa vendar lahko ugotovimo, da kakšen otrok kakšno obliko površja pozabi, pomeša, je ne prepozna. Toplotni pasovi so stalnica, ki jo usvojimo v 6. razredu in jo potem stalno se na to vračamo, enako
enako velja za orientacijo. Torej, to so ene take, lahko rečemo tudi kot en nahrbtnik znanja, pa tudi kot en plonkec, na katerega lahko otroci večkrat med letom, ko to potrebujejo, gledajo, zato da prikličejo znanje, da se potem novo znanje hitreje lahko usvoji. Na drugi strani, torej na zaključni platnici, pa imamo ne nahrbtnik, ampak SOS stran smo jo poimenovali. Tukaj smo pa zbrali pomembne korake, s katerimi se učimo geografijo, oziroma v 8. razredu so tukaj zapisana tudi vsa podnebja, torej opisi vseh podnebij, ki smo jih spoznali v 7. razredu in jih potem na novo spoznavamo tudi na drugih predelih sveta. Tako izgleda nahrbtnik znanja ob vsakem uvodnem poglavju. Tukaj je prikazano za uvodno poglavje Afrika, kjer seveda ponovimo celine, oceane, torej to so znanja, ki jih otroci že imajo, in pa ponovimo tudi branje klimogramov in nekaj značilnosti podnebja. Torej, z nahrbtnikom v bistvu in z vajami, ki so tukaj predvidene, prikličemo znanje, osvežimo znanje, zato da se potem lahko ukvarjamo s cilji in vsebinami, ki so za učence novi. Potem pa nadgradnjo znanja spremljamo z izzivi, ki smo jih skozi celoten posamezen samostojni delovni zvezek premišljeno vključevali, tako da smo sledili različnim taksonomskim stopnjam, tudi stilom nalog, ki jih predvideva nacionalni preizkus znanja, dodali drugačne naloge in pa z mislijo pripravljali naloge na razvoj oziroma krepitev bralne pismenosti tudi pri pouku geografije. Nekatere naloge so usmerjene, nekatere so bolj prostega tipa, hkrati pa tudi skrbimo za nadgradnjo znanja z spremljevalnimi rubrikami, torej z dejavnostmi ali pa z rubriko za radovedne. Tretje področje, ki motivira učence za učenje, je poznavanje kriterijev uspešnosti. Torej, ko vem, kdaj bom uspešen, sem potem motiviran za dosego tega uspeha. Torej, ni motivacija ocena, ampak ocena je nagrada za nek proces, ki se odvija pri pouku geografije. Na začetku vsakega poglavja smo opredelili kriterije uspešnosti, kjer zapišemo, kdaj bo učenec uspešen. Seveda kriteriji uspešnosti izhajajo iz standardov in ciljev, ki jih opredeljuje učni načrt, so pa nekoliko razdeljeni tudi zato, da zadostimo taksonomiji, torej Bloomovi taksonomiji. Vsako poglavje pa se na koncu zaključi z rangiranjem kriterijev uspešnosti glede na stopnjo znanja, torej ali so minimalni, temeljni ali višji, kjer pa želim poudariti, da je to pač ena sugestija, ki je lahko v vaših očeh taka, kot smo si jo zastavili, oziroma je seveda tukaj učitelj tisti, ki postavi lahko zgodbo nekoliko drugače, glede na svoj pedagoški stil in glede tudi na izbirnost posameznih ciljev, ki jih učni načrt tudi predvideva. Zelo pomembno ste opredelili osmišljenost in aktualizacijo vsebin. In tukaj smo se res potrudili, da so vsebine sodobne,
da spodbujajo k učenju, da vzbudijo radovednost pri učencih, in zato smo nekatere tudi poimenovali oziroma zapakirali v rubrike za radovedne, kjer smo res se potrudili, da so te rubrike posodobljene. Hkrati pa v dejavnostih, tudi z namenom razvijanja digitalnih kompetenc, učencem ponujamo aktivnosti, ki so njim nekoliko bližje, torej aktivnostim z aplikacijami, ki jih uporabljajo v svojem prostem času, kjer jim damo eno dodatno noto strokovnosti, torej da se jih lahko uporabi morda tudi za učenje geografskih vsebin. Z aktualnimi zadevami spodbujamo in krepimo tudi razvoj socialnih kompetenc. Tukaj recimo en primer dejavnosti, ki od učencev predvideva igro vlog, torej da se postavijo v vlogo politika. Včasih jim sugeriramo, da se postavijo v vlogo naravovarstvenika ali pa prebivalca določene pokrajine. Jih spodbudimo, da opredelijo različne poglede, da se soočijo, da izvedejo razpravo, ali pa jih spodbudimo k sodelovalnemu učenju, in sicer s posameznimi dejavnostmi tudi sugeriramo konkretno delo v skupinah. Te dejavnosti so zelo premišljeno vključene v posamezna poglavja samostojnega delovnega zvezka, kar lahko pomeni, da se neko dejavnost izpelje tam, kjer smo jo mi predvideli, oziroma služi kot ideja za vključitev v sam proces poučevanja, kadarkoli učitelj smatra to kot primerno. Torej jih ne ponavljamo, ampak to ne pomeni, da jih učitelj ne more ponoviti tudi pri drugih poglavjih, če ugotovi, da to v svojem oddelku deluje, ali pa da se cilj s tako dejavnostjo učinkoviteje dosegel. Uporaba digitalne tehnologije. Tukaj smo nastavili zgodbo, kjer skozi pouk geografije zelo premišljeno razvijamo digitalne kompetence. To pomeni, da vključujemo in učence naučimo rokovanja z digitalnimi vsebinami, ki so specifično geografske. Hkrati pa jih tudi naučimo rokovanja z tehnologijo, ki je lahko splošnejše uporabe, pa pri pouku geografije recimo predstavlja neko dodano vrednost. Tukaj imate prikazane nekatere od aplikacij ali spletišč, ki jih bolj pogosto navajamo ali pa spodbujamo k uporabi. Prva, h kateri spodbudimo že v 6. razredu, je uporaba Googlovega zemljevida, kjer imamo tudi pripravljen video vodnik za učence, kar učitelju lahko omogoča lažjo uporabo pri prvi uporabi. Namreč otroke, ko prvič nekaj uporabljajo, jih je potrebno priučiti, ker če imajo telefone v roki, še ne pomeni, da znajo uporabljati recimo Googlov zemljevid ali pa zamenjati potem sloje na njem. Tukaj se lahko že marsikomu zgodba ustavi. Tako da zato smo recimo v 6. razredu ponudili video vodnik, s katerim pokažemo, na kakšen način se to uporablja. Potem v 7. razredu imamo video vodnik, ki učence popelje do uporabe spletišča Climate Charts, kjer si sami izdelajo interaktiven klimogram. V 8. razredu jih navajamo na uporabo umetne inteligence ChatGPT, in sicer na tak način, da jo kritično presojajo. To pomeni, da nekatere podatke morajo poiskati sprva iz konkretnih virov, nato potem podatke preverijo z odgovorom, ki jo ChatGPT poda.
In pa v 9. razredu je ena taka aplikacija, torej Statistični atlas Slovenije, Stage, kjer tudi z videovodnikom otroke naučimo, kako pridejo do podatkov, kako upravljajo z aplikacijo, da lahko poiščejo podatke o prebivalstvu za svojo občino ali pa za izbrane občine. Tukaj je še YouTube kanal, na katerega učence napotimo v kontekstu iskanja ustreznih posnetkov, posnetki, ki so kratki, ki so sporočilni, da jih prevedejo, da jih predstavijo sošolcem, ali pa spletišče Padlet, ki ga v kombinaciji s Climačart recimo v 7. razredu uporabimo za to, da otroci snujejo lasten interaktivni zemljevid, ki prikazuje podnebne značilnosti. Torej si ustvarjajo en svoj zemljevid, ki ga lahko nesejo virtualno tudi v nadaljnje razrede. Tukaj je zapisano zelo strnjeno, katere se prvič pojavijo v posameznih razredih, seveda pa tisto, kar se pojavi v 6. razredu, se potem pojavlja tudi v 7., v 8. in 9. Torej tukaj izpostavljam v 6. razredu še spletišča Hribinet in Arso. V 7. razredu imamo poudarek na klimogramih in interaktivnem zemljevidu, v 8. razredu imamo umetno inteligenco, otroke spodbujamo k zapisovanju besedila v obliki bloga, tudi v obliki snovanja interaktivnih letakov ali pa interaktivnih razglednic. V 9. razredu pa imamo Statistični atlas Slovenije, aplikacijo Kamenček, ki z ključem prepoznava kamnine, in pa uporabo naravovarstvenega atlasa Slovenije. Tukaj imate prikazano dejavnost, ki ima poleg sebe tudi znake za videovodnik. To je v 6. razredu, kjer si lahko potem tako učenci kot učitelj, ki predvaja skozi gradivo, ki je v interaktivni obliki, omogoči, da ta proces teče torej skozi videoprojekcijo usmerjeno in učitelj lahko potem otrokom individualno pomaga pri morebitnih korakih, ki se zapletejo. Tukaj je primer uporabe ChatGPT v 8. razredu, torej takoj na začetku, ko obravnavamo poglavje Afrike, učence spodbudimo, da izdelajo geografsko izkaznico Afrike, seveda, da sami poiščejo podatke, na to pa šele, ko imajo svoje podatke, zato vprašajo ChatGPT in primerjajo oziroma ugotavljajo, ali so viri verodostojni, torej če so najnovejši podatki tisti, ki jih ChatGPT ponudi. V 9. razredu pa z ChatGPT-jem delamo na nekoliko višjem nivoju, in sicer tukaj je en primer, ki ga ChatGPT ne zna rešiti, in prav ta primer uporabimo zato, da osmislimo uporabo oziroma razvoj kompetenčnosti za uporabo Statističnega atlasa Slovenije v 9. razredu. In sicer vidite, tukaj je vprašanje, koliko prebivalcev je imela Mestna občina Koper v letu 2023. In kar je prva zadeva, torej ChatGPT najprej slovnično popravi vprašanje, torej postavi velike začetnice na pravo mesto in hkrati pove, da ne more dati tega podatka, in nas usmeri, kam se lahko obrnemo. Spodaj vidite, da vztrajam s tem, da mi da kakšen podatek, ampak na koncu pove, da pač tega podatka nima. Torej, ChatGPT za določene podatke, za tiste podatke, ki se nanašajo pa na značilnosti, torej demografske značilnosti, značilnosti prebivalstva, je potrebno uporabiti druge vire, in zato se potem
otroke usmeri in opolnomoči za uporabo recimo statističnega interaktivnega atlasa Stage, kjer imajo za uporabo tega v samostojnem delovnem zvezku za 9. razred tudi ustrezen video vodnik. Pri uporabi tehnologije bi rada poudarila, da je zelo pomembno, da se tehnologijo v pouk vključuje premišljeno, torej z namenom doseganja konkretnih geografskih ciljev, torej ne samo zato, ker obstaja, ampak zato, ker z njo dosežemo cilj na drugačen ali pa na način, ko sicer ne bi bil možen, in zato smo vse aplikacije ali pa spletišča, ki smo jih integrirali in vključili v samostojne delovne zvezke od 6. do 9. razreda, to naredili zelo premišljeno, z mislijo, da določene stvari nadgrajujejo, razvijajo svojo kompetenčnost, da recimo ob zaključku osnovnošolskega izobraževanja so pri pouku geografije usvojili določene veščine za delo z digitalno tehnologijo. Kot eno od področij, ki pomembno vpliva na motivacijo, smo navedli tudi uporabo učil. Seveda so učila zelo raznolika in nekateri so motivirani za prebiranje tekstov, nekateri se lažje naučijo iz ilustracij, tretji se učijo ob tematskih zemljevidih, četrti iz poenostavljenih povzetkov ali zapiskov, ki jih ustvarijo med poukom in tako naprej. Zato je v bistvu učilo, torej kot enovito učilo samostojni delovni zvezek, polno možnosti razvijanja učenja ob učilih, ki so prilagojena posameznim stilom otrok. Pri učenju geografije je zelo pomembno, da ponujamo različne možnosti opazovanja in zato so samostojni delovni zvezki precej obogateni z fotografijami, ki omogočajo posredno opazovanje, torej s katerimi najbolj učinkovito zaznavamo pokrajine. Digitalna različica samostojnega delovnega zvezka ponuja tudi povezave do virtualnih pogledov pokrajin. Poleg tega pa ponujamo tudi različne možnosti posrednega abstraktnega opazovanja. Pa bom v nadaljevanju predstavila nekaj primerov, in sicer zelo pomembno se nam zdi, kako razvijamo kartografsko pismenost otrok, ker to je eno izmed temeljnih poslanstev, in prav s tem namenom v same samostojne delovne zvezke vključujemo zemljevide iz Atlasa sveta, ki imajo ob sebi zastavljene bodisi izzive ali pa so vključeni kot nadgradnja besedila oziroma fotografije. Torej tukaj imamo dva primera, kjer imamo povezavo zemljevida z fotografijo, torej konkretno z abstraktnim, in pa recimo primer tematskega zemljevida, ki je nekoliko usmerjen, torej usmerjeno branje, zato da se krepi prav ta veščina kartografske pismenosti. Tukaj je recimo ena ilustracija, ki prikazuje neko abstraktno dogajanje na bolj konkretnem nivoju. Zelo smo posodobili, čeprav delitve na strokovnem področju ne bom rekla, niso prav zaželjene, torej severna, srednja, južna in tako naprej, ali pa delitve Afrike, pa vendarle trenutni aktualni učni načrt od nas to zahteva. Torej, če mi želimo, da otrok prepozna, pokaže, poimenuje posamezne dele bodisi Amerike, kot je tukaj prikazano, ali pa Afrike, in mu moramo omogočiti neko
konkretno predstavo tega, ki je sam splošen zemljevid ne ponuja. Mi jo pač vidimo, ker imamo v ozadju spravljeno neko geografsko znanje. Zato smo vse te delitve prikazali na tematskih zemljevidih, ki v bistvu učencem ponujajo večjo stopnjo nazornosti in vizualizacije. Nekoliko smo določene naloge, ki so že prej bile, nadgradili, bolj posodobili ali pa uredili na način, da omogočajo razumljivost tako strani otrok kot tudi učiteljev. Tukaj je primer delitve Afrike, kjer smo s tem vmesnim zabrisom zabrisali tiste ostre meje, ki jih ni, pa vendarle otroku ponudili neko možnost predstave, o katerem delu Afrike govori besedilo ali pa so prikazane fotografije. Tukaj pa naloga, ki je bila že prej, torej ohranjamo neko zahtevnost pri teh prikazih, tudi zato, ker s tem razvijamo neko stopnjo kartografske pismenosti, da niso zemljevidi samo enostavni, ampak da jih malček na nek način tudi zakompliciramo, ker razvijamo s tem lahko tudi znanje na višjih taksonomskih stopnjah. V Južni Ameriki smo zelo kompleksno in abstraktno zgodbo podnebnih značilnosti skušali poenostaviti, tako da smo povezali besedilo z tematskim prikazom in s tem zadostili načelu nazornosti. Ne vem pa, če načelu jasnosti geografske stroke, pa vendarle, ker je potrebno o tem spregovoriti in o tem nekaj vedeti, smo se potrudili, da z besedilom in sliko predstavimo zgodbo učencem v 8. razredu, njihovi razvojni stopnji precej blizu. Torej, kartografske kompetence razvijamo celostno, neprestano in na to nas opozarjajo ikone. Atlasov vedno sta dve ikoni, ker vemo, da so v uporabi tako atlasi starejše kot novejše izdaje, tako da razvoj te kartografske pismenosti gre skozi izzive, skozi dejavnosti, pa tudi na zadnjih straneh vseh samostojnih delovnih zvezkov ponujamo neme zemljevide, ki jih učitelji lahko večkrat uporabijo za različne namene, sicer sugeriramo, kdaj naj se jih uporabi in kako, pa vendar je tukaj lahko svoboda učitelja, kdaj in s kakšnim namenom jih bo uporabil, seveda prisotna. Tukaj recimo en primer uporabe nemega zemljevida v času obravnave nove snovi, torej površje Severne Amerike, kjer je šlo za preslikavo, za izpis nekaterih značilnosti, ker je bilo predvideno tudi delo z besedilom. Digitalna različica samostojnega delovnega zvezka ponuja tudi možnost digitalnih zemljevidov, pa vam bom sedaj to pokazala. Pa če se ne vidi, me bosta Milivoj ali pa Simona opozorila, pa upam, da smo. Torej, v digitalni različici zdaj smo na portalu Učimte, torej to je portal, do katerega dostopa učitelj in lahko to uporablja pri pouku, torej za prikazovanje, in sicer imamo tukaj ikone, ki nakazujejo na možnost uporabe interaktivnega zemljevida, pa bom to samo malček povečala, da boste videli, kako izgleda. Torej, tukaj imamo zemljevid države Evrope in pa splošni zemljevid. Torej, s klikom na ikono se učitelju na zaslonu, oziroma je to v učilnici na projekciji, prikaže zemljevid, torej učitelj lahko to uporabi namesto stenskega zemljevida, se uporabi digitalno različico zemljevida, ki ga lahko do neke mere
povečamo, približamo in z takimi zelo preprostimi orodji tudi posamezne pokrajine izpostavimo, obkrožimo, lahko to naredi učitelj, lahko to na zaslonu ali pa na interaktivni tabli naredijo učenci. Torej, na tak način ne želimo zmanjšati pomembnosti uporabe atlasov in zemljevidov na klopi, ampak želimo omogočiti oziroma povečati nazornost pri uporabi, kajti tukaj neka oznaka, ki jo učitelj naredi, torej recimo pri obravnavi Srednje Evrope, obkroži območje Panonske nižine in to nekaj časa seveda na zaslonu ostane, medtem lahko učitelj v razredu ponudi pomoč ali pa si učenci sodelovalno ponudijo pomoč, da vsi recimo poiščejo to naravno enoto. Torej, zdaj sem zelo poenostavila zadevo, seveda pa je tukaj možnost uporabe lahko tudi na drugih nivojih. Torej, tukaj so recimo države prikazane, potem so tu v tej digitalni različici tudi zemljevid sveta, zemljevid posameznih celin, ko smo v 8. razredu, tako da v bistvu vse tiste temeljne zemljevide, ki jih večkrat uporabljamo pri pouku, smo ponudili tudi v digitalni različici. To pomeni, da učitelj, učenec gleda ta isti zemljevid in ga skupaj interpretirata in torej predvsem otrok potem posledično lažje razume in ponovno uporabi. Zadnja točka je bila ocena. Jaz sem si jo dovolila prečrtati in opredeliti, da je celotna pot, torej pot usvajanja, učenja, je pot znanja in to znanje na koncu kot rezultat prikažemo številko, torej z oceno. Mi smo v samostojnih delovnih zvezkih opredelili pot do znanja, ki je skladna z krogom formativnega spremljanja, s tem, da smo jo poenostavili na način, da je bližji in razumljiv za učence. Torej, začnemo z nahrbtnikom znanja, opredelimo namene učenja, torej kaj se bom naučil, pogledamo, kaj že znam, ter nato opredelimo, kdaj bomo uspešni, uspešen bom, ko bom, s tem, koliko smo uspešni, sproti spremljamo ob obravnavi, spoznavanju s pomočjo izzivov in dejavnosti in vsako poglavje se na koncu zaključi z dokazi o znanju in samopresoji in smo pripravljeni spet na novo pot do znanja. Torej, vsako poglavje se zavrti v tem krogu in sicer, če preslikamo krog formativnega spremljanja v rubrike, ki smo jih poimenovali, imamo torej v nahrbtniku znanja opredeljeno predznanja, potem imamo v rubriki Kaj že znam, torej na posamezno poglavje opredeljeno, naučil se bom so nameni učenja, ki seveda izhajajo iz vsebin in ciljev učnega načrta, kriteriji uspešnosti, uspešen bom, ko bom, učne dejavnosti in dokazi in pa seveda na koncu z zaključnimi stranmi, kjer učencem poleg kriterij uspešnosti na minimalni, temeljni in pa višji ravni ponujamo tudi pripravo svoje poti učenja, torej ta se lahko odvija sproti po obravnavi torej po vsaki učni enoti ali pa na koncu sumativno po obravnavi poglavja. V 6. razredu
Pot učenja spodbujamo z ilustracijami, potem pa v 7., 8. in 9. So poti učenja nekoliko bolj resno zastavljene oziroma odpirajo prosto pot. To pomeni, da jih učenci naredijo v zvezek ali pa na strani, kjer imamo predvidene zapiske, torej na zadnjih straneh samostojnega delovnega zvezka. Torej, iz bolj usmerjenega proti 9. razredu v manj usmerjeno, in pa zato, da lahko učenci spremljajo svoje znanje, torej kje so, kaj jim še manjka, da bodo uspešni tako, kot si želijo. Imamo ponujena tudi vprašanja za ponavljanje, za delo z zemljevidom, za analizo in utemeljevanje, torej na nekoliko višjih taksonomskih stopnjah. Vsakič znova spodbudimo, da učenci tudi sami zastavijo nalogo s pomočjo kriterijev uspešnosti. Vsako poglavje pa se zaključi tudi z ključnimi mislimi, kjer so zapisani kratki povzetki, ki v bistvu omogočajo učencem en tak pregled spoznanih vsebin. Zdaj bi vam pokazala, kako zadeva izgleda, torej, da vidite na ravni celotnega učbenika. Pa tukaj recimo so strani za 8. razred. Se bomo malček sprehodili, da dobite občutek, kako strani tečejo. Torej, besedilo, fotografije, izzivi v digitalni različici, so tudi rešitve. Vedno se zraven usmerja tudi na Učim se, torej to je portal, ki je namenjen učencem, torej da z interaktivnimi nalogami doma ali pa tudi v šoli na drugačen način utrjujejo in spoznavajo usvojeno znanje. Tako pa izgleda torej ta zaključek poglavja, kjer so zapisani kriteriji uspešnosti. Predvsem bi tukaj poudarila tudi na uspeh pri usvajanju veščin, torej vsakič po vsakem poglavju navedemo tudi, h katerim veščinam so bili spodbujeni, torej katere kompetence so razvijali, katere aplikacije znajo uporabljati, tako da si lahko tudi tukaj naredijo na koncu en preglednik, kaj jim je uspelo narediti. In tukaj so še te strani za utrjevanje in za torej ključne misli. Torej na portalu Učim se, na katerega učitelj dostopa tudi preko te digitalne različice, ki jo uporablja na portalu Učim.te, so potem različne interaktivne naloge, ki se jih lahko rešuje na interaktivni tabli, zaslonu, torej frontalno, oziroma je namen tega, da jih učenci rešujejo samostojno doma, za namenom utrjevanja. Torej, poleg motivacije za učence, ki smo jo sedaj opredelili skozi različna področja, smo poskrbeli tudi za motivacijo učiteljev, in sicer ponudili smo podporo učiteljem z zapisom učnih priprav, poleg tega pa učiteljem ponujamo tudi učne liste za utrjevanje znanja, ocenjevanje znanja, torej na različne načine, ki so pripravljene po principih formativnega spremljanja, torej z opredeljenimi kriteriji, ki so učencem blizu. Tukaj recimo en primer ustnega ocenjevanja za 6. razred, ki je recimo poleg priprav učitelju na portalu Učim.te dan v celoti in si ga učitelj lahko seveda predela na način, ki mu je ustrezen. Torej, če strnem vse to, kar sem skušala danes predstaviti skozi področje motivacije, torej kaj prinašajo samostojni delovni zvezki, torej kaj je tisto, kar druga izdaja prinaša učencem, kaj učiteljem, torej moj nahrbtnik znanja, torej da res vertikalno in pa tudi horizontalno poskrbimo za priklic znanja.
da smo premišljeno integrirali elemente formativnega spremljanja, ki so postavljeni na način, da so blizu učencem, hkrati pa dovolj strokovno strukturirani, da jih učitelj prepozna. Uvedli smo korake torej pomagamo s koraki, da pridemo do določenih geografskih znanj, torej recimo koraki za branje ali pa za določanje geografske lege, koraki za branje tematskega zemljevida, in to so koraki, ki jih učenci večinoma osvojijo v 6., nekaj v 7. razredu in jih potem nosijo z SOS stranjo naprej v 2. razrede. Integrirana je kartografska, digitalna pismenost, tudi socialna v nekem kontekstu, skozi socialne spretnosti, bralna pismenost in pa SOS stran, torej poleg nahrbtnika na eni strani, na drugi strani tiste vsebine, ki jih lahko pogledam na hitro, najdem takrat, ko za to potrebujem pomoč. Torej podpora za učence kot učilo in pa tudi s pomočjo portala Učim se. Za učitelje pa smo posodobili učne priprave, torej predvsem z vključitvijo elementov formativnega spremljanja, videovodnike za učence, torej s predlogi za izvedbo aktivnosti, in pa dodali primere ocenjevanja po principu formativnega spremljanja. Tako da celotna vertikala ima tako vsebinsko prenovo kot tudi didaktično prenovo, in ta didaktična prenova je predvsem bila nastavljena skozi mislijo na zagotavljanje aktivnosti učencev, skozi zagotavljanje samostojnosti pri delu in pa zagotavlja aktualnost tako vsebinsko kot tudi didaktično. Tako da za konec pa bomo pustili prostor še za vaša morebitna vprašanja. Naj zaključim s tem, da bi si želimo, da so naše kompleksne situacije priložnost za razvoj in notranje zadovoljstvo. Na sliki je učilnica geografije iz Osnovne šole Lucija, ki so jo učenci v decembrskem času napolnili z baloni in smo jih potem za praznovanje rojstnega dne, pa smo jih potem izkoristili za didaktični pripomoček in jih nadgradili z geografsko vsebino. Torej, to je lahko ena kompleksna situacija, ki je postala nekaj uporabnega. Hkrati pa bi si želela, da zgledamo takole kot nas, učitelje geografije, vidi umetna inteligenca. To pa so te 3 sličice lepih, nasmejanih, spočitih učiteljic geografije, ki jih je seveda ustvarila virtualnost. Tako. Jaz se vam zaenkrat zahvaljujem za vašo pozornost in bi tukaj odprla prostor za morebitna vprašanja. Pa bom prosila Simono, če je kaj. Ja, tukaj imamo samo eno vprašanje. Gospa Marjana se zanima, se pravi, sprašuje, kdaj ima lahko učitelj dostop do portala, se pravi, naš Učim te portal oziroma e-šola je brezplačna, se pravi, samo prijaviti se morate, registrirati. Do interaktivnih samostojnih delovnih zvezkov pa lahko brezplačno dostopajo vsi naši uporabniki tiskanih učnih gradiv. Tako da zdaj zaenkrat je to edino vprašanje, ki smo ga trenutno dobili. Ja, mogoče lepo vreme vabi ven. Vsaj prinesi sonce, no. Ja, če ni vprašanj, se jaz vsem zahvaljujem, predvsem Ejneji, tudi vam, ki ste zdržali do konca, in vas seveda vabim
tako kot je Simona rekla, da se pridružite, vprašate, dobite kode, pogledate naše, že mislim, da imamo celo objavljeno 9. Simona. Ja, imamo, mislim, da prvo poglavje novega učbenika 9. Slovenija, ki bo šel mogoče konec meseca v teh vseh oblikah, ki jih je razložila Eneja, in s tem bo naša vertikala zaenkrat dokončana. Če bo pa učni načrt kaj novega prinesel ali pa sledil našim napotkom, bomo pa to relativno hitro premešali, premestili in po istem kopitu kot zdaj, pač odvisno od tega, kaj si bo učni načrt zaželel, vnesli v naša bodoča gradiva. Hvala vsem, Simona, Eneja, Dio, hvala vsem vam, ki ste sodelovali in se veselimo uporabe naših samostojnih delovnih zvezkov. Pozdravljeni, nasvidenje. Nasvidenje, lep pozdrav. Lep pozdrav, nasvidenje.